otroke pravljico napiše, kdo je to? Bojča Trojč. Pesmi poje, šali se in riše, Bojča Trojč. čokolado noro obožuje, ne uboga nikdar noče spat. Mica pomočnica se huduje, ti pa reci, Bojča Trojč. kaj ste rekli? Bojča Trojč. Zdravo, otroci! Živijo, naj uganem. Danes boš govoril o mucah. Res je, ampak o mucah bo govoril dr. Jaz pa bom otrokom povedal pravljico o muci Maji. Jaz ne maram mačk. Zakaj pa ne? Mislijo, da sem ptič, vedno me lovijo in bi me kar pojedli. ta je pa dobra, res. Ni smešno. Okej, ni smešno. Pred pravljico pa si ogledamo še video z mačjimi vragolijami. Muca v videu je še mladiček, ime pa je Margo. Bojča Trojč. Bojča Trojč. Ko se je Maja Novak nekega jutra prebudila, je opazila, da se je spremenila v lepo belo mucko. Namesto rok je imela šapici, namesto nog je imela tački. Ko se je zaspano pretegnila, so iz šapic in tačk pogledali kremplji. Kjer bi moral biti nos, je bil smrček in imela je rep. Prav, torej je muca. Hodila bo po vseh štirih in plezala po pohištvu. Z jezičkom si bo čistila dlako. Kaj bo pa jedla? Mačje hrane nimajo doma. Pila bo mleko in sladke stvari imajo muce tudi rade. Muca Maja je vstala in tekla v kopalnico. Skočila je na umivalnik in se pogledala v zrcalo. Ni povsem bela, na glavi ima črno liso v obliki srčka. Res je prikupna, tako muco kot je ona bodo imeli vsi radi. Muca Maja steče v kuhinjo. Zdaj, ko zna tako dobro skakati, lahko pogleda vse omare. Hop, in že je na najvišji polici. S šapico odpre omaro. Aha, tu je riž. Kaj pa je v drugem predalu? Testenine. Tega muce ne jejo. Pa v tretjem predalu? Masleni piškoti in čokolada. Hrana, v kateri je mleko, je dobra za lepe male muce. Muca Maja se posladka kar na omari. Ko se nasiti, skoči dol. Polna je energije, teka po stanovanju, skače z divana na okensko polico, stola na omaro. Zelo je spretna, saj ima krempeljčke in rep, ki ji pomagajo pri skakanju, pristajanju in na ostrih ovinkih. Muce se rade igrajo. Muca Maja zgrabi plišastega kužka in se igra, da se lovita. Muca vedno zmaga in kužka ulovi. Ubogega kužka pošteno opraska. Joj, razparala mu je trebuh. Tega pa res ni hotela. Ni vedela, da ima tako ostre krempeljčke, bolje bo, da si malo odpočije. Muca Maja leže na divan. Pod glavo si dene kar svoj košati rep. Zaspi in v spanju po mačje prede. Kako sladko spijo muce, kako brezskrbno je mačje življenje. Ko se bodo zbudili njeni gospodarji,
ji bodo nalili mleko in jo božali. Nihče ne bo vprašal, kdo je pojedel piškote in čokolado. Nihče ne bo jezen, ker je soba razmetana in plišasti kuža strgan. Biti muca Maja je veliko bolje, kakor biti deklica Maja. Bojčo otroč! Pozdravljeni, otroci. No, kateri mačke poznate? Kaj? Naprimer, lev, gepard, puma, ris, leopard, snežni leopard. Kako je ta lep. Mačke so zveri, ste to vedeli? So hitre, gibčne, spretne, odlične lovke. Imajo super vic, s katerim si pomagajo pri lovu v temi. Tudi slišijo dobro, a nekoliko slabše slišijo nižje tone, zato se bolj odzivajo na ženski glas, kakor na nizki moški glas. Vonjajo 30-krat bolje od človeka. Tipalke pa imajo pri gobčku in okoli zapesti. Živijo tako v puščavah kot v gorah. Človek je mačko udomačil pred približno 10.000 leti. Zagotovo poznate koga, ki ima mačko. Ali pa jo imate morda vi? Zdaj pa vam še jaz povem pravljico. No, legendo, če smo natančni. Veste, kako so nastale mačke? Pred davnimi časi je Noe plul svojo barko po potopljeni zemlji. In na tej barki je bilo ogromno živali, vsi v parih, med njimi tudi miši. Kljub prepovedi pa so se miši preveč razmnožile, vsem so šle na živce. Ko je Noe božal svojega leva, je lev kihnil in izpljunil 2 mački, ti pa sta se nemudoma lotili dela in pobili vse miši. Pravljice. No, to je vse za danes, otroci. Pa nasvidenje! Bojčo otroč! Bravo, doktor Rum, dobro ti gre, saj si pravi pravljičar. Takole, otroci, mi smo pa pri koncu. Še nekaj posnetkov naše muce, midva z Mico, pomočnico, pa se že kar posloviva. Lepo bodite, pa se kaj vidimo. Adijo! Adijo! Bojčo otroč! Bojčo otroč!